Pozdravljeni, prihajava iz Črenšovcev, sva Marjetka in Jure. Jure, pa ti imaš danes god. Vse najboljše za god, vse najboljše za god, vse najboljše, dragi Jure, vse najboljše za god. Vse najboljše za tvoj god. Hvala. Žena, zelo si me presenetila s takšnim voščilom. Hvala ti. Z veseljem, dragi mož. Vedno, ko praznujemo, se pripravimo v takšna preprosta presenečenja. Kako začnemo dan? Preprosto. Z jutranjo molitvijo. Če le mogoče prebirava Božjo besedo in se udeleživa svete maše, ki jo vodi papež Frančišek. Zakaj? Preprosto zato, da dan in najne obveznosti izučiva v Božje varstvo. Po tem najnem jutranjem obredu sledi zajtrk, takrat prebudiva otroke, postane zelo živahno v naši hiši, eni stajajo lažje, drugi težje. K zajtrku povabiva še babico in dedeka, ki z veseljem pridejo, no in potem sledijo naše dopoldanske šolske obveznosti. Pri nas v šolo hodimo 3 otroci in jaz, zato je dan zelo pester. Veliko je prilagajanja, razumevanja, spodbujanja, tudi veliko kreganja, glasnih frekvenc. No in v zadnjem času opažava, da nekako vsem pada že koncentracija, motivacija, več se kregamo, kot se smejimo, predvsem v dopoldanskem času in nekako vsem je zmanjkalo tistega pravega zagona, ki smo ga mogoče imeli ob začetnem času. Kljub temu, da smo skupaj, je se že počasi trgalo naše družinske odnose. Hvaležen sem, da lahko svoj delovni čas prilagodim svoji družini. Nekaj časa v začetku sem delal od doma, potem sem bil v službi, sedaj pa kar oboje. Kot oče sem začutil potrebo, da me družina potrebuje. Potrebujejo me otroci pri vsakodnevnih šolskih obveznostih, potrebuje me žena, da se mi v oporo pri vsakodnevnih opravilih. No, in res pomoč Jureta je zelo dobrodošla, kajti sama sem tudi v popoldanski čas vpeta in da potem popoldne lahko preživimo res čas kvalitetno, tudi koristno. Nekako smo se odločila, da bi otrokom v tem času karantene tudi rada dala šolo za življenje. Se pravi, da začnejo ceniti preproste stvari, da se jih naučijo. Saj prej so tudi že veliko pomagali, ampak mogoče sedaj je veliko več časa, tudi ni popoldanskega hitenja iz obveznosti, predvsem v glasbene šole. Tako res popoldne preživimo mi pravo šolo življenja in marsikaj smo ustvarjali. Kako poteka ta šola življenja? Poglejmo. Neža. Gabriel. Katarina. Tako, dan se je nagnil. Zjutraj sem vas želel pozdraviti iz cvetočega Prekmurja. Ja, in tudi najna stotinka dneva se približuje h koncu
Iz te stotinke dneva v bistvu živiva iz samega jutra do večera, ko leževa k počitku. Res sva hvaležna, da sva ponotranila, da si veva vzeti čas za to, da si veva vzeti čas drug za drugega in s tem živiva za vsakdanje opravila, za delo z otroci, za delo v odnosu med nama in tudi do vseh bližnjih, ki so okoli nas. Lepo vas pozdravljava in vam želiva vse dobro. Srečno!